Spoštovani gospod župan Matej Slabar, spoštovani gospod direktor Ciril Sakalnik, Goran Pavlič, spoštovane ravnateljice osnovne šole gospa Izabel Morel-Vera, ravnateljica doma gospa Simona Rogič-Ožek, vedi ravnateljice srednje šole gospa Alenka Markoš-Humar, spoštovani starši, drage obiskovalke in obiskovalci, dragi učenci in dijaki in ne nazadnje, drage sodelavke in sodelavci. Dober dan vsem. Kakšne volje ste danes? No lepo, tako kar nadaljujte. Jaz sem neizmerno vesel, da se po dobrih 2 letih končno srečamo v živo. Pa ne samo to, hvaležen sem, da vidim vaše prekrasne obraze v celoti, vaše nasmehe in nenapisane besede, ki jih pišejo vaši obrazi. Danes smo se zbrali, da bi praznovali. Je tako? Kaj pa? Počitnice? Tudi, vsi se veselimo počitnic. Je pa danes tudi dan, ko se spomnimo, da je Slovenija leta 1991 postala samostojna država. S tem dogodkom bomo obeležili tudi dan državnosti. Jutri, 25. junija, bo naša država praznovala svoj kateri rojstni dan? 31. rojstni dan. Prav je, da praznujemo z njo in ob tem razmislimo, kako bi ji voščili. Jaz želim naši Sloveniji, da živi, dela in se razvija v miru. Mir. Kaj je mir? In kako otroci lahko skrbite za mir? Kako se mir občuti? Kako mir zveni? In kako mir poiščeš, ko je težko? O tem so razmišljali tudi dijaki srednje šole Ciril Sakalnik. Mir mi pomeni vse, saj se lahko v tistem trenutku prepustim sama sebi. Kadar želim mir, grem najraje v gozd, ker razmišljam o svoji preteklosti in prihodnosti. Najbolj me pomirja petje ptic in oglašanje ptičkov. Sara Presečnik, 4. B. Mir mi pomeni nič vojn, veliko ljubezni, dolgo življenje
nič lakote, srečne slike otrok na TV-ju. Timotej Šoš, 4. A. Za moj notranji mir je pomembna vera in upanje v boljši jutri. Zame mir pomeni, da zvečer ležem v posteljo, ob poslušanju glasbe, se osredotočim na svoje misli in pomislim, kaj se mi je zapisalo v spominu. Mir zame pomenijo iskreni medsebojni odnosi, ki jih je danes težko vzpostaviti, še težje pa jih obdržati. Zame mir v mojem srcu pomeni to, da me meni bližnja oseba objame in mi da vedeti, da sem v današnjem trenutku dovolj takšna, kot sem. Timeja Polič, 3. B. Mir je neprecenljiva vrednota in nihče se je ne bi smel potikati vanj. Jaz dobim mir, ko grem na sprehod, ob petju, ob hišnem opravilu, ob plavanju, ob druženju s prijatelji. Mir lahko poiščemo v svoji notranjosti. Pomembno je, da sprejmemo probleme in poskušamo poiskati rešitve. Sprosti se, saj bo tako lažje. Pojdi na kavo s prijatelji, pojdi na sprehod ali se oglej kakšno dobro humoristično nadaljevanko. Andrija Malnar, 1. 2. Mir lahko pomeni vse, kar v človeškem telesu ne povzroča stisk. To je lahko ljubezen, prijateljstvo, sreča. V družini lahko mir občutimo kot ljubezen med starši in otroki. Da bi ta mir vzdrževali, moramo vsi člani družine veliko časa nameniti pogovoru in medsebojnim odnosom. Del miru je tudi varnost, Nik Valfič, 3. A. Hvala Samri in Sandri za prebrana razmišljanja srednješolcev o miru. Vsak od nas lahko na svoj način prispeva, da bo v nas in okrog nas mir. Se strinjate? O miru lahko spregovorimo na različne načine. En od teh so vaše misli in risbe o miru, ki ste jih prinesli kot vstopnice s seboj. Tamle imamo drevo, ki bo vzbrstelo na prav poseben način. Oživile ga bodo vaše ptice miru. Medtem, ko bo ta dejavnost potekala, bomo pa lahko naprej. Ptice miru bodo sedaj poletele na naša drevesa in tako obogatile njihove puste in prazne veje. Sedaj pa k besedi povabim direktorja centra, gospoda Gorana Pavliča. Spoštovani župan občine Kamnik, gospod Matej Slapar, dragi otroci, mladostniki, starši, skrbniki, sodelavke, sodelavci. Naj na začetku najprej na kratko predstavim, kaj vse smo uspeli storiti v tem šolskem letu. Začeli smo uresničevati vizijo preko službe za strokovni razvoj in razvojnih timov, ki predstavljajo za naš center nove razvojne ideje, nove zamisli in prakse in nove strokovne smernice v prihodnje. Uspešno končujemo 5-letni projekt socialno vključevanje mladih v lokalno okolje. Pridobili smo sredstva MIZŠ v višini 80.000 evrov za investicijsko vzdrževalna dela. Uspešno smo se spopadli in zaključili boj z zelo nadležnim COVID-19. S pomočjo resornega ministrstva smo pokrili izgubo iz leta 2021, ki je nastala kot posledica epidemije, v višini 362.000 evrov. V tem šolskem letu sem resnično ponosen na elan in napor, ki ga otroci in mladostniki vlagate v izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje. Seveda so na vas ponosni tudi moji sodelavci in vaši starši. Dragi sodelavci, zahvaljujem se vam za odlično in odgovorno upravljeno delo v teh težkih časih. Sicer pa so dnevi dan danes že kar dolgi, prijetno topli in napočil je čas, da se za 2 meseca poslovimo. Vendar to ni slovo, v katerem bi bili žalostni. To je veselo slovo, saj se kmalu zopet srečamo s
učiti, polni idej in delovnega zagona, željni novih znanj in izkušenj. Seveda se veselite Prešernih počitniških dni. Naj minejo s čim manj digitalnih naprav, z malo denarjanja seveda in brezskrbnosti, ter z veliko branja in gibanja v naravi. Zaključki šole so vedno še posebej slovesni tudi zaradi dneva državnosti, ki ga bomo praznovali jutri. Seveda vem, da vsi veste, da je 25. junija 1991 postala Slovenija neodvisna država in tako letos praznujemo 31. obletnico samostojnosti. In še za konec, dragi učenci, dijaki in sodelavci, želim vam prijetne počitnice in veliko nove energije za delo v naslednjem šolskem letu, ko bomo znova zavihali rokave. Vse dobro in lepo se imejte. Srečno! Spodbudno in prijazno besedo se zahvaljujem gospodu direktorju Goranu Pavliču. Pridruži župan občine Kamnik, gospod Matej Slapar, in nam nameni kakšno lepo misel ali sporočilo. Lahko pogoje. Hvala za besedo, spoštovani učenci, učenci, dijaki in dijaki, dragi starši, skrbniki, spoštovani vodstvo zavoda, gospod Goran Pavlič, spoštovane ravnateljice, namestnice ravnateljice in pa spoštovane zaposlene, učiteljice, učitelji, pedagogi, mentori, skrbniki in pa vse osebe zavoda Sirius Kamnik. En lep pozdrav strani občine Kamnik in naj že v začetku rečem, da sem vesel in hvaležen, da smo se spet lahko zbrali v živo in tako veliko število, da nekako proslavimo zaključek še enega zanimivega šolskega leta in pa praznujemo ponosno dan državnosti Republike Slovenije, ki nam kljub samo in kljub različnim pogledom nas bogati in nas dela boljše in nam ponuja izjemne in odlične pogoje za bivanje, po mojem. Slovenija je izjemna država, tukaj živimo izjemni ljudje, pridni, delovni in mozaik, ki ga skupaj gradimo. Čeprav imamo različne poglede, mislim, da smo lahko upravičeno ponosni na vse, kar nam država nudi. Hvala za povabilo, jaz sem želim eno lepo prireditev, pa sem zahvaljujem tudi za to, da ste izbrali temo mir kot temo letošnjega praznika oziroma te prireditve. Gre za to, da se še kako hitro lahko mir, ki je samoumeven bil v zgodovini vseh naših življenj, se kako hitro lahko ta mir razblini in to vidimo v Ukrajini, kjer mir ni več samoumeven, ampak je ena država napadla drugo državo in prišla na njihovo zemlje in tam miru ni več, jaz si samo želim, da bo ta mir hitro pa čim prej prišel nazaj, čeprav ni nujno, da bo tako, pa vendar smo pred skupnostjo država Slovenije naredili program, da smo sprejeli begunce, ki so prišli iz teh držav in želimo si, da bo mir gor čim prej zagotovljen. Več, ko bomo o miru govorili, več bomo lažje ga bomo tudi dosegli, zato je pomembno, da se kot teme lotujete tem, kot so mir. In verjamem, da v Sloveniji bo mir tudi v prihodnje. Največ pa naredimo, če imamo mir v srcih, v mir vsak pri sebi in zato smo pa odgovorni sami. In jaz sem želim miru, lepo praznik jutri in pa na nek način lepe počitnice. Hvala. Prihaja skupina veselih in energije polnih bobnark in bobnarjev, ki nosi ime Fit Boom Group. Uporabili bodo res posebne inštrumente, nas pa razdibali ob glasbi Ajko, Ajko. One time I got inside, yeah,
Hvala za veselje, polno glasbeno bivalno točko in jaz verjamem, da nas je vse zanikalo zapeti in zaigrati na žoge. Mir je povezan tudi z našim notranjim veseljem. In ko smo veseli, pojemo, ustvarjamo, pesnimo in imamo radi vse in vsakega, zato nadaljujemo z veselimi ritmi in plesom. Na oder se nam bo pridružila plesna skupina Siriusa Kamnik s plesno točko glasbene skupine Menski in njihovo pesmijo Begging, Begging You. Put your loving hand out, baby. I'm begging. I'm begging you. Don't you let him down.
pesmijo Sladoled se nam bo predstavil otroški zborček Siriusa Kamni in učenci posebnega programa Sirius Kamni. Nastopajoči solisti so Nika Lipuš, Enej in Anže Štrasburg-Sverke in Gal Kordič. Na oder prihaja učenka Nika Lipuš, prebrala nam bo pesem o miru. Prisluhnimo jih. Ob tem smo povabljeni, da najprej pogledamo kratko predstavitev ustvarjanja učencev posebnega programa na osrednjo temo miru. Po končani deklamaciji sledijo pa še misli naših učencev osnovne šole o tem, kaj pa njim pomeni in predstavlja mir. Mir je v naših rokah. Kako otroci skrbimo za mir? Tako da iščemo ljubezni izvir, da svoje srce delimo po svetu,
da smo najprijaznejša bitja na celem planetu. Kako mir zveni, kot smeh, kot rad te imam, kot ptica, ki svobodno leti. Kako se mir občuti, kot objem, kot v mehke nogavice so prsti obuti. Kako mir poiščeš, ko je težko, da dihaš, tečeš, da lučko prižgeš, ko je temno. Naj ljubezen se širi po vseh razpokah, otroci sveta, mir je v naših rokah. Pravijo, da vse poti vodijo v Rim. Jaz pa vas danes vabim, da vse vaše poti danes in še naprej vodijo po poti miru in miru. Pod mentorstvom učiteljice Lotte Gahne so učenci in dijaki Ciriusa Kamnik pri pouku likovne umetnosti ustvarjali plakate na temo Mir v letu 2022. Vabim vas, da si ogledate razstavo teh čudovitih likovnih del, ki so razstavljena na glavnem hodniku, ki vodi do telovadnice. Ob razstavi poiščite tudi plakat, ki ima sprednjo besedilo, kaj ta likovna dela sploh sporočajo. Otroški zborček Ciriusa Kamnik s solisti Niko, Enejem, Anžetom in Galom nas tokrat prosi, naj jim pomagamo poiskati želvo. In kdo ve, mogoče nam jo je med petjem pesmi, kam se želvica je skrila, uspe najti. Upamo. Tretje stopnje posebnega programa Stina Fortuno,
da raztegne svoj med, mi pa svoja usta v nasmeh. Vidimo, da smo učenci in dijaki Cirjusa Kamnik nadvse zavzetni in tudi talentirani, nekateri še prav posebej. Ja, vaš trud in uspeh ste poplačali že sami s svojim lastnim veseljem in veseljem seveda vaših staršev in učiteljev. Prav pa je, da ste zato tudi tako imenovani uradno priznani in odlikovani. Na oder najprej vabim ravnateljico osnovne šole, gospo Izabelo Morel, da izbrani podeli priznanja za izredne dosežke. Bomo podelili zlato priznanje na mednarodnem likovnem natečaju Kraj, tukaj in zdaj. Osnovnošolskih učencev prijelo tako visoke rezultate in vsi prispevki so bili narejeni pod mentorstvom učiteljice Lotte Katun. Učenki Karin Kranač bomo podelili srebrno priznanje za tekmovanje na mednarodnem likovnem natečaju Kraj, tukaj in zdaj. Učenka Iza Blajbajster-Steniška prejme bronasto priznanje na mednarodnem likovnem natečaju Kraj, tukaj in zdaj. Učenka Nika Mestič je dobitnica bronastega priznanja na mednarodnem likovnem natečaju Kraj, tukaj in zdaj.
Potočnik je dobitnica bronastega priznanja na mednarodnem likovnem natečaju Kraj, tukaj in zdaj. Čestitamo. Učenki Melanie Pivovar bomo podelili bronasto priznanje za tekmovanje na mednarodnem likovnem natečaju Kraj, tukaj in zdaj. Sedaj sta pa na vrsti dve likovni deli pod mentorstvom učiteljice Simone Janižič. Ta pa je danes z nami in zato ne pride zraven meni. Učencu Taliru Alibašič bomo podelili priznanje za doseženo prvo mesto v kategoriji prve triade za portret Kristine Brenkove na mednarodnem likovnem in literarnem natečaju ob 110. obletnici rojstva Kristine Brenkove. Čestitamo. Kristjanu Štifterju bomo podelili srebrno priznanje za mednarodni likovni natečaj pokrajine. Čestitamo, bravo! Čestite in ravno tako njihovim mentorjem. So bili uspešni za povabim ravnateljico doma, gospod Simono Roglič-Ožek, da podeli priznanja. Pozdravljeni tudi v mojem imenu. Jaz pa za začetek vabim Mojmira Mavriča in pa Petro Zore kot mentorja, da se mi pridružita, da bom podelili priznanje. In sicer priznanje prejme Blaž Adamlje za večletno aktivno športno udejstvovanje in vrhunske rezultate na državnem in evropskem prvenstvu v Boči. Žal, ko razumem, je Blaž odsoten, ampak aplavz velja. Čestitam Mojmiru in pa Petri, ki ob sobotah večkrat zelo aktivno prispevata k tem dosežkom. Naslednji sklop priznanj bomo podelili dijakom, ki so zelo aktivni na kulturno-umetniškem področju in najprej vabim k sebi Anžeta Pangerca. Anže prejme priznanje za izjemne dosežke na umetniškem področju in ko boste odhajali iz telovadnice, si oglejte njegovo razstavo s
tega fanta še nekaj boste videli. Seveda je treba omeniti tudi mentorico oziroma spodbujevalko Alenko Grad, ki jo danes žal ni z nami, ampak kljub temu. Nadaljujemo s kulturo in sicer prosim, da se pridruži mi Timotej Bučar. Z nami sta pa tudi mentorici Marjeta Jazbec in Simona Lesar, tako da prosim. Timotej Bučar prejme priznanje za posebne dosežke na kulturnem področju in ena izmed pomembnih njegovih dosežkov je to, kar vidite danes. Mislim, da so besede odveč. Naslednje priznanje in zadnje priznanje gre Urški Stanta, prav tako za posebne dosežke na kulturnem področju. Žal jo danes ni z nami, tisti, ki jo poznamo, vemo, a ne, kaj to pomeni, tako da je poseben aplavz njej. Hvala lepa, čestitam vsem in se vidimo. Hvala. Na oder vabim vedi ravnateljice srednje šole, gospo Alenko Markuš Humar, da podeli priznanja. Lepo pozdravljeni, tudi v mojem imenu. Na srednji šoli smo večino pohval, priznanj in knjižnih nagrad odličnjakom podelili že v razredu. Za našo skupno prireditev pa podeljujemo priznanje za angleško bralno značko. Zato bi na oder povabila mentorico, učiteljico Tanjo Kejžar. In pa razjaka Lenata Skuka. Malo prej bil še tukaj. Lenart Skuk, dijak drugega letnika in je dosegel odličen uspeh, se pravi zlato priznanje na bralnem tekmovanju EP Reading Batch v šolskem letu 2021-2022. Iskrene čestitke za zlato priznanje za odličen uspeh na bralnem tekmovanju EP Reading Batch je dosegla tudi dijakinja prvega letnika Klavdija Kobal, ki pa je zaradi zdravstvenega stanja danes žal ni z nami. Prosim za lepa svobodno. Sedaj bi se morali zaslišati fanfare, ampak smo nažalost na ta glasbeni vložek pozabili. Ker sedaj sledi podelitev odlikovanja Siriusa Kamnik, zato na oder vabim ravnateljico osnovne šole, gospo Izabel Morel-Gara in pa direktorja Siriusa Kamnik, seveda pa tudi prejemnico, gospodično Injo Klemenčič.
Odlikovanje Celius Kamnik prejme učenka Inja Klemenčič. In sicer Inja je v času šolanja izkazala izjemen odnos in delovanje na socialnem področju ter izjemen odnos in delovanje pri premagovanju osebnih ovir in okoliščin. Čestitam ti, Inja. Niso še podelili, še eno delite splošno. Nasmeh nič ne stane, dela pa čudeža. Že Stin nam je svojo harmoniko pričaral nasmeh na obrazu. Ja, in da nam ta slučajno ne izpuhti na skladbo Daj se nasmej. Tokrat vabi mladinska glasbena skupina Celiusa Kamnik, solisti Melanie Pivovar, Ano Ravlič in Anžetom Zormanom. Vzgojitelji Kotovca Haglas pa nas vse skupaj z učenci in že vstopom iz nove šole vabi k plesnim gibom.
Beseda hvala je beseda, ki prinaša in deli mir. Zato se ob tej priložnosti zahvaljujem čisto vse zaposlenih v našem centru, ki so se celo leto trudili z nami in našimi svojevitimi glavami. Svoje glavami. Svoje glavami. Hvala vsem, ki ste skrbeli, da smo se dobro počutili, gibali, jedli, mirno spali. Hvala vsem, ki ste nas danes obiskali. Jo. A Unar še enkrat vabim gospoda župana, gospoda direktorja, kar pridite, ravnateljico osnovne šole, ravnateljico doma in ravnateljico srednje šole. Radi bi vas obdarili s čisto drobnimi pozornostmi, ki so avtorsko delo našega Žana. Hvala lepa, Žan. Izjemno Hvala tebi, Žan. To je zelo prostora, ki se ti zadala. Ko bodo skupaj zbrali na tega steno, prav? Hvala. Hvala lepa tebi. Hvala, Žan, toliko presenečenje. Hvala. Beseda hvala je res žlahtna in s tem, kar je, spreminja svet in nas, ki bivamo v njem. S pesmijo Pustite nam ta svet nas bo glasbena skupina Sirius Kamnika povabila k temu, naj nikoli ne nehamo biti otroci in sanjati. Nastopajoči solisti so Val Kordič, Melanie Pivovar in Anže Zorman.
celotno šolsko leto ste se pridno učili in z dosežki razveseljevali starše in učitelje. Zato je sedaj že skrajni čas za zaslužene počitnice. Ob tem ne pozabite, da bo naša država jutri praznovala rojstni dan. Praznujte z njo tudi tako, da mogoče izobesite zastavo. Želimo vam res obilo miru. Imejte se radi, veliko se objevajte. Glasbena skupina Cirkus Kamnik s Tonijem vas bo s pesmijo Same mejhem poljubi dej spodbuja in vabi, da se jim pridružite. Med počitnicami uživajte v sladoledu, vodnih radosti in medsebojnem druženju. Se vidimo septembra. Živele počitnice!
nagrajence, vse tiste, ki ste prejeli priznanja, pa vabim na oder za spominsko fotografiranje, seveda z vsemi ravnateljicami, direktorjem, županom, prosim, če je gor, ostali pa lahko počasi vstopite. Od peketa.